Generalni pokrovitelj oddaje je Kronoterm. Pozdravljeni v zadnji letošnji oddaji Ambienti. Naše leto so zaznamovale prenove. Navdušeno smo odkrivali premnoge kotičke, ki so prinesli novo življenje ne le domovom, temveč predvsem ljudem, ki v njih živijo. Kajti, kot so nam potrdili mnogi lastniki, ne prenoviš le svojega bivališča, ampak tudi samega sebe. Argumente v prid prenove smo vam nizali skozi vse leto. Včasih je bila v ospredju večja cenovna dostopnost, trajnostnost, odgovornost do narave in izrabe prostora. Poleg tega pa smo čutili dolžnost osveščati, kako pomembno in hvaležno je ohranjati kvalitetno stavbno dediščino za prihodnje generacije. Leto 24 in rdečo nit sezone tako zaključujemo v prenovljeni domačiji, katere očarljive debele stene bomo spoznali na koncu oddaje. Vseeno pa gremo na začetku, za primeren kontrast, v elegantno novogradnjo. Novo stanovanje v eni od ljubljanskih sosesk je bilo na začetku tretje podaljšane gradbene faze, ko se je arhitektka lotila načrtovanja končne ureditve in opreme. Imela je odprte možnosti, zato je lahko prisluhnila mnogim željam naročnikov ter celo uresničila zahtevno nalogo, kako v stanovanje umestiti kamin, kljub temu, da njegova vgradnja v osnovi ni bila predvidena. S trudom vseh vpletenih so dobili stanovanje s prefinjeno eleganco, v katerem velik osrednji prostor predstavlja srce doma. Temu stanovanju je notranja oblikovalka nadela ime Elegant Mist, elegantna meglica, skozi katero se prepleta natančno načrtovana igra barvnih kontrastov ter igra svetlobe in senc. Nina, pozdravljeni. Koliko ene elegance je v tem stanovanju, ampak kaj bi vi kot oblikovalka tega interjerja najprej rekli, da ga najbolj zaznamuje? V interjerju tega stanovanja je zagotovo najbolj izpostavljena igra svetlobe in sence, preplet barvnih kontrastov, skozi katere se snuje eleganca in potem tudi neka mehkoba v stanovanju naprej. V kateri fazi ste vstopili v projekt? Sam projekt je bil na začetku v tretji podaljšani gradbeni fazi. Predelnih sten v prostoru še ni bilo, torej smo kot oblikovalci imeli popolnoma proste roke z razporeditvijo prostorov, sploh tistih predelnih, implementacijo mikrolokacij, inštalacij, svetil in vsega, kar pride zraven, tudi talnih oblog. Ta zgodnja gradbena faza je omogočila tudi spremembo tlorisa. Oblikovalki notranjosti so bile želje naročnikov glavno vodilo pri načrtovanju. No, povejte zgodbo o kaminu, oziroma kako vam jo je malo zagodel, ne? Sam kamin v osnovnem projektu ni bil implementiran oziroma sprojektiran. Zato smo mi kot oblikovalci potrebovali strniti glave, sprojektirati dimnik, dovod zraka in potem implementacijo kamina pravilno umestiti, statično in potem tudi funkcionalno v sosesko, v prostor in v stanovanje. Kaj pa ti izraziti kontrasti? A tudi ta želja prihaja s strani lastnikov? Lastniki so nam dali lepo izhodišče, da si želijo eleganten interjer, podkovan z neko tako moško eleganco, ali pa je bila mogoče to tudi neka taka naša rdeča nit, ki smo jo potem skozi igro svetlobe in sence samo še bolj opolnomočili. Dnevni regal je zasnovan tako, da nismo želeli izpostavljati televizorja v prvem planu, zato smo poskrbeli za drsne panele, ki se odmaknejo takrat, kadar stopi televizor v ospredje. Ko pa si želimo družiti in povezovati v samem stanovanju, se drsni paneli enostavno zaprejo in nimamo občutke televizorja kot tistega glavnega totema dnevnega prostora. Totalno elegantna kuhna, ampak v kateri se tudi rado in veliko dela, tako se mi zdi, no. Veliko površine. Drži, lastniki ogromno kuhajo, pomembni so jim bili veliki shranjevalni prostori, veliki hladilniki, zamrzovalne skrinje, pa potem veliko kuhališče, ki ne potrebuje
nape po višini, ampak si lahko povezan z družbo in kuhaš obenem. No, zdaj pa poglej tole. O moj bog! Ja. Tule pa živijo začinjeno življenje. Kako je zamišljena tale sedežna? Na moji strani bolj plitko, pa na tvoji? Bolj globok. Ali tukaj mišljeno, da se bolj uležeš? Kaj? Ja, moja je pa bolj namenjena temu, da se malo povezujem po dobrem kosilu. Pri tovrstnem elementu je res pomembno, da ga dobro osvetlimo. Hkrati pa smo pri tem stanovanju dotično izvedli še custom-made element, ki nam poskrbi še za lepo igro svetlobe in sence. Pa Ministrstvo za zdravje opozarjeno in tako naprej. Ja. Konkretna zaloga. Lastniki so veliki ljubitelji branja, zato smo poskrbeli za razstavne vitrine s knjigami in tudi za tiste bolj skrite, da se na njih ne nabira preveč prahu. Kako lepa zbirka. V bralnem kotičku smo namenoma izbrali temno-modro barvo, ki nam tvori lepo dopolnitev obstoječi barvnih shemi, hkrati pa lep kontrast oranžnim barvnim tonom kot komplementarna barva. Torej, očitno se niso bali precej temne barve, zelo veliko jo vidimo. Drži. Temna barva kot kontrast ni izključno sicer temna, ampak je barvan les oziroma pajcen les v izjemno temen odtenek, ki nam tvori te kontraste. In seveda potem potrebujemo kontrast temu temnemu lesu, ki ste ga pa nanizali v zelo veliko belih oziroma svetlih odtenkih. Kuhinjski pult, jedilna miza in potem tudi keramika v ozadju samih omar tvorita prav ta kontrast, potem mehkobe lesa, hladnostjo tehničnega kamna in keramike. Z drugimi besedami, učinkovita nasprotja lahko dosežemo tudi z ustrezno izbranimi materiali. Je pa sama struktura materialov zasnovana tako, da je v osnovi implementiran les, tako da tudi v oblogah, ki izgledajo črne, s teksturo lesa ponazarjamo mehkobo. Parket je položen v francosko ribjo kost, imenovano chevron, malenkost dimljen. Keramika, ki se nahaja v predprostoru, kuhinji in sega do linije kamina, je tam zasnovana zato, da se tako v predprostoru kot v kuhinji tla lažje čistijo. V ostalih prostorih imamo veliko tapet, tapiciran, ki dodajajo mehkobo, preprog, tudi počivalniki in barvni akcenti so rahli, pa hkrati ravno lepo dopolnjujoči, da ni vse preveč črno in belo. Kako ste pa izbirali kaj umetniško paleto, ko gre za barvanje tega stanovanja? Barve v osnovi so v stanovanju izjemno v monokrom barvni lestvici, se pravi, se gibljejo od črne, temnorjave in pa potem bele. Smo pa vsakič, tako kot se trudimo pri vseh projektih, za barvo poskrbeli s takimi mal nenavadnimi kosi, stekleno kavno mizico, počivalnikom v temno-modri barvi, tapiciranjem za posteljnim vzglavjem in pa tapetami v prostorih, kjer smo si dali mal več duška. Izkušeni oblikovalci notranjosti znajo prisluhniti naročnikovim željam, jih izpolniti in pri tem unesti izvirne rešitve, ki poudarijo eleganco in skladnost novega doma. Ja, miza je nenavadno velika za tole stanovanje. Kliče po družabnosti. Tako. In specifično pri tem primeru se najraje družijo za jedilno mizo. In zato smo to izpostavili tudi kot srce samega bivalnega prostora. Ob veliki polni mizi, obdani z dišečo hrano in smehom, se rojevajo spomini, ki trajajo vse življenje. A najbolj dragoceni trenutki niso le tisti, ki jih preživimo ob obedu, temveč tisti, ko v očeh svojih najbližjih prepoznamo moč ljubezni in družinske povezanosti. Ko se vrnemo nazaj, se prepustimo šarmu nostalgije in umetnosti, ki vlada v stanovanju sredi našega srednjeveškega mesta, nato pa podrobneje spoznamo domačijo v objemu pohorskih smrek, ki nas danes gosti. Generalni pokrovitelj oddaje je Kronoterm. V
V jedru srednjeveškega mesta, kjer vsaka ulica diši po zgodovini, se skriva stanovanje, ki je postalo ne le dom, temveč zgodba o prenovi in spoštovanju preteklosti. Ko je arhitektka prvič vstopila vanj, so jo očarala velika polkrožna okna, skozi katera je pronicala svetloba, ter duh umetnikov, ki sta tu ustvarjala. Kljub temačnosti in starinskemu šarmu je takoj prepoznala potencial in v njem zasnovala svoj novi dom. Živeti v prostorih, ki so jih zasnovale in gradile prejšnje generacije, pomeni ustvarjati dialog s preteklostjo. V starem mestnem jedru Škofje Loke je arhitektka našla tole stanovanje in s prenovo v njem ustvarila zelo domiseln preplet umetnosti, sodobnega sloga bivanja in nostalgije. Suzana, povejte nam prosim, kako se je zgodba s tem zdaj prenovljenim stanovanjem začela? A je bila to ljubezen na prvi pogled? Ja, res je. Bila je ljubezen na prvi pogled v bistvu. Ko sem prišla pač na prvi ogled in stopila skozi ta vrata, sem zagledala čudovita, prekrasna polkrožna okna, ki je še sončna svetloba lepo pronicala in je tako očaralo me dobesedno. Tako da tudi, ne glede na to, da je stanovanje bilo pač malo mogoče temno, ker je bil to atelje od dveh umetnikov v bistvu, sem videla nek potencial, pač, ko se s tem ukvarjam in je bilo še presenečenje balkon s krasnim razgledom na čudovit vrt, na odprto krajino, s pogledom do Smledniškega gradu, če je lep dan seveda in tako da vsakič je nekaj novega. Glede na vreme ali pa, ne vem, letne čase. Tako. Kako ste reorganizirali tloris? Na koliko kvadratnih metrih sploh sva? V bistvu 80 kvadratnih metrov, tako da prostora, glede kvadrature, ni nič na novo pridobljeno. Se je bivalni prostor povečal na račun tega, da sem eliminirala nenosilne stene. Pač, da sem oslobodila prostor in kopalnico prestavila zraven spalnice. Kopalnica je sploh zanimivo zasnovana s to neko pretočnostjo oziroma prehodnostjo. Kako ste si tukaj stvari zamislili? Tako da funkcionalno sem jo prestavila zraven spalnice, ločila z garderobnimi omarami, tako da je lahko nevidna. Obenem sem pa naredila preboj med dnevnim straniščem, ki ima okna na atrij in s tem dobila svetlobo pa naravno prezračevanje in tudi uporabna je za obiske ali obrnjenem smeru, da lahko pridejo do tuša. Ne? To je zelo zanimivo. Ne vem, če sem že kdaj videl, da bi ta tuš kabina služila kot povezovalni hodnik, dvofunkcijsko. Ja, tako se je nekako dobro išlo v bistvu, da in funkcionalno in da lepo zgleda. Stanovanje je večinoma opremljeno s starimi kosi pohištva, ki imajo svojo zgodbo. Stola ob klubski mizici sta iz nekdanje očimove pisarne. Šivalni stroj je od prababice. Vitrino in komodo ter še kak kos porcelana je podedovala po babici. Staro pisalno mizo so ji podarili prijatelji, stol lupinico pa je ob vselitvi dobila v dar od svoje sosede. Jedilna miza je nova in sodobno oblikovana. Oblikoval jo je mlad bosanski oblikovalec. Suzana pravi, da je to še ena malo drugačna povezava z otroštvom, saj tudi sama izvira iz Bosne. In zdaj kot en kontrast tem starejšim kosom pohištva so pa določeni deli popolnoma novi, ne? Ti kosi so v bistvu vgradne omare, garderobne ali pisarniške ali kot utility. Kot je v tej v bistvu zrcalni omari, ki je nastala najbolj iz razloga, da se odsevajo ta čudovita stara okna in s tem poglobi prostor in jih dvakrat vidimo, ne? Tako vsako smer. Je pa zatem utility z pralnim strojem, pa garderoba in čevlji. Kuhinja je zasnovana skupaj s knjižno omaro, da se v bistvu deluje bolj salonsko. Mogoče je malo nadstandardna, samo zato, ker je višji pult in poglobljena zaradi večje delovne površine. Z Rossfry pultom, ki se v bistvu malo zlije in odsevajo te
slike naprej, tako da se združi vse skupaj. In seveda ne moreva mimo umetnosti. Že prej sta tukaj živela dva umetnika in očitno se duh nadaljuje. Ja, recimo. Tako da, ja, nekako z umetnostjo živim že v bistvu od otroštva, ker sem tudi slike podedovala, tako da je to nekako šlo z mano. Potem priložnostno na kakšnih razstavah, galeriji, v tujini, kot nek spomin. Pa veliko v bistvu tudi prijatelji, ki vejo, da imam rada slike, pa približno poznajo okus, mi tudi kakšno sliko podarijo, tako da se to dopolnjuje. Sliko nad posteljo v spalnici ji je podarila sestrična, sicer ljubiteljska slikarka. Sicer pa so v Suzanini zbirki večinoma akademski slikarji, kot so Sikov, Marko Jakše, Gani Laloši, Tina Dobrajc, Barbara Pintar, Ana Basin in lokalni škofjeloški umetniki. Suzana, vaše stanovanje je res lep primer tega, kako kombinirati staro in novo. Kaj bi rekli po vašem mnenju je pravi recept za to, da dosežeš takle čudovit učinek? Nekega recepta pravega mogoče ni, je pa definitivno v bistvu občutek, da to spoštuješ in imaš rad. V tem primeru potem to ni težko kombinirati. Vsekakor vsak prostor zahteva neko opremo, novo, staro, ampak mislim, da se v vsakem primeru da kombinirati, ne glede na katero obdobje, 70., 80. ali pa še starejša. Kakšna pa je drugače zgodovina tele stavbe? A jo kaj poznate? Toliko poznam, da sem dobila iz arhiva načrte, ki so lepo razvidni in je prva prenova te hiše v bistvu, da je zabeležena iz 1898 tega leta, v bistvu od gospodične Katarine Hafner, ki je to uredila za svoje stanovanje. Stavba je verjetno iz starejšega obdobja, verjetno po potresni Škofji Loki. Točno letnico ne poznam, ampak se tako predvideva, da je recimo iz 16. stoletja. In Suzana, kaj bi rekli, kakšna vez se je zdaj spletla s tem vašim prenovljenim domom? Kako je tukaj živeti? Zelo lepo, v bistvu povezan si s starim mestnim jedrom, z to zgodovino hiše, v bistvu s predniki neki, pač ali znanci, prijatelji, ki so poznajo ljudi, ki so tukaj živeli. In v bistvu to neko zgodbo zdaj jaz nadaljujem. Tako da uživam tukaj, se veselim obiskov, družim se s prijatelji, dejansko v bistvu velikokrat tudi skupaj kuhamo. Jaz bi rekel, da je to stanovanje, ki te malo pomiri, pa hkrati inspirira. Absolutno, ja. Dejansko sploh v določenem času, recimo jutarnja sončna kavica s pogledi ali pa v bistvu ta mir, ki se dejansko ne čuti z mestnega trga, tako blaženo je. In ko se vrnemo nazaj, si ogledamo še domačijo, kjer nas danes gostijo. Njena prenova ni prinesla le teh očarljivih prostorov, ampak je tudi poglobila družinske vezi. Generalni pokrovitelj oddaje je Kronoterm. Oglejmo si zdaj še rezidenco Korman, prenovljeno domačijo, kjer nas danes prijazno gostijo. Več kot 160 let stara hiša v občini Lovrenc na Pohorju nas nagovarja v jeziku obokanih stropov, starinskega pohištva in toplih peči, ki prebujajo spomine na preteklost. Tukaj se čas upočasni, notranji mir pa dobi otipljivo obliko. Tatjana, Mojca in Andrej, smo na čudoviti kmetiji, ki že nadaleč kaže, da ima res trdne temelje in očitno bogato zgodovino. Zato me zanima, koliko je stara tale domačija in kako ste vi trije povezani z njo, Tatjana. Iz katastrskih podatkov izhaja, da je bila domačija tukaj že leta 1820. To pomeni, mi smo danes tukaj 5. generacija, moj brat Andrej in sestra Mojca.
Za tisti čas je bila to zelo mogočna kmetija, veleposestniška kmetija, ki ima zanimivo zgodbo, kako je prehajala iz roda v rod. Preživljali so se z lesom, ko je prišla železnica, v kraj je to pomenilo razvoj, razcvet in seveda še večje bogatstvo, da so se potem objekti iz lesenih prezidali v to, kar vidimo danes. Ta hiša je bila narejena 1863, kjer sta živela naš pradedek in prababica, kasneje stara mama, stari oče, mama, ki pa je potem se poročila na Primorsko, imela nas 3 otroke in mi smo potem ostali Primorci. Po smrti staršev smo prevzeli to kmetijo in jo uredili. Smo se vprašali, ali bi to prodali in kot da bi rekel zborčku 3-4 zdaj, ne, to bomo obnovili. Zaradi čudovitih spominov na otroštvo, ki smo jih preživljali, to je bila takrat živa kmetija, polna živali, delalo se je na polju. Čeprav smo z morja, pa priznam, da bi se jaz kdaj raje kopala, imam res čudovite spomine na otroštvo na tej kmetiji. Andrej, v resnici imamo tukaj stavbni ansambel, če tako rečem, 5 objektov. Kateri so oziroma čemu so služili? Ja, tle imamo stavbni ansambel 5 objektov. Glavna je hiša, v kateri trenutno smo, potem je sama hlev z senikom pa orodjarno, 3. objekt je mizarska delavnica skupaj s prešo in 4. objekt je žaga in pa drvarnica. Preden pa vstopimo v samo dvorišče te kmetije, je pa še kozolec Toplar, edini oziroma eden redkih grajenih kozolcev Toplar v sami Sloveniji. Kmetija obsega 42 hektarjev, od tega je največ gozda in nekaj tudi travnikov. Objekti na domačiji so zgrajeni iz opeke. Ta gradbeni material, ki je nastajal na posestvu, v domači opekarni ali ciglenci, daje stavbam mogočno prezenco. Še posebej izstopa prenovljena hiša z 80-centimetrskimi zidovi in impozantnim vhodom, ki vabi k doživljanju prostorov. Zgrajena je dvonadstropno, pritličje in pa prvo nadstropje, podkletena, kjer se je hranilo vino in pa mošt, medtem ko je pritličje razdeljeno na 4 same apartmaje. Mi kot otroci smo se veliko zadrževali v kuhinji, kjer je ob peči, kjer je naša stara mama predvsem pekla kruh z drožmi in smo se kar dobro pač zabavali pri temu. In zdaj, če ste se 3 otroci lotili prenove, več glav več ve, ima pa lahko tudi več glav preveč idej. Kako ste se glede tega potem uskladili? Dobro smo se uskladili. Pravzaprav mi 3 smo dobili eno poslanstvo oziroma neko navodilo naših staršev, da je to medsebojno spoštovanje najpomembnejša vrednota. Tako da smo v bistvu bili velikokrat opozorjeni na to, da se ne smemo kregati in da moramo pač vedno sodelovati med sabo. In to smo pravzaprav prenesli tudi v ta projekt, v to odločitev in se moram reči kar složno, čeprav včasih je bilo tudi burno, dogovarjali, kako obnavljati to kmetijo. Največji kos dela je opravil mož, Tatjanin mož, nadziral je gradnjo, večinoma je bil prisoten tudi sam, ko so se gradbeniki vrstili na kmetiji. Tatjana je dober organizator, pa tudi pogajalec. Jaz sem dobila nalogo bolj estetske narave, se pravi, ukvarjala sem se z ureditvijo notranjih prostorov, z izborom pohištva, z barvami, z nakupom lustrov novih. Medtem ko je pa Andrej tehnični tip, ki je pravzaprav poskrbel za to, da imamo danes toplotno črpalko, da imamo nove elektroinstalacije, da smo vodo zamenjali. Prva faza je vključevala predvsem sanacijo, energetsko sanacijo hiše. Pri tem smo se osredotočili na obnovo fasade z materiali in v estetiki, kakor tudi na obnovo zunanjih oken. Notranja okna so bila tudi spremenjena oziroma zamenjana. Tudi vgradnja toplotne črpalke je bila ena ključnih rešitev, ki je prispevala k večji energetski učinkovitosti hiše, saj omogoča učinkovito ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode.
Toplotne črpalke so idealne za ogrevanje prenovljenih objektov, saj se lahko priključijo na obstoječi sistem z radiatorji, možen pa je tudi nadzor na daljavo. Tako je hiša topla, ko jo obiščejo za vikend. Obnovili smo tudi ostrešje in pa same strehe. Strešnike, ki pa smo jih ponovno postavili na kozolec, smo očistili in so na tem kozolcu 160 let in več stari strešniki iz te kmetije. Pri samem kozolcu je treba povedati še to, da smo ga razstavili, celo ostrešje je bilo razstavljeno, premaknjeno na sosednji travnik, dali smo zares starega tesarja, ki je to vse ročno zabeležil, kam gre kakšen kos, in se je potem 2/3 lesa vrnilo nazaj enakega, poškodovani kosi so se pa potem zamenjali. Tatjana, povejte mi še kaj o gradbenih posegih, kar se tiče tele notranjosti. Ta največje delo je naredila že mama pred več kot 20 leti, ko se je v bistvu požagalo vse nosilne zidove in preprečilo vnos kapilarne vlage iz stav v zid, kar pomeni, da so se potem zidovi posušili, na kar smo pač odbili vse omete v bistvu na novo posanirali, ob tem, da je bilo seveda izziv najti tudi prave mojstre, zato ker je večino stropov obokanih. Dejansko je avtentično narejeno, točno tako, kot je bilo prej. Ostal je v hodniku venecijanski tlak. Okna so se zamenjala, zopet izziv, kako ohraniti te tanke letvice na teh oknih, pa imeti troslojna stekla, zato da energetsko saniraš, ampak tudi s pomočjo Zavoda za kulturno dediščino smo to odlično izvedli. In Mojca, vi ste bili glavni, ko gre za notranjo opremo. Vidimo veliko starinskega pohištva, veliko teh detajlov, ki nas povezujejo s preteklostjo. Povejte mi, kaj je bila vaša rdeča nit? Želja je bila, da ohranimo staro pohištvo, da ohranimo duh te hiše, ampak da mu damo nek sodoben pridih, da nekdo, ki vstopi v prostor, se prijetno počuti. Tako da smo v bistvu zaradi visokih stropov vseeno obarvali zidove. Zbrala sem seznam obstoječega pohištva, v katerem tiste, kar je bilo poškodovano, smo pač zavrgli in smo nekaj novega pohištva poiskali podobnega tudi v starinarnicah po Sloveniji. Obnovili smo malenkost stare peči, nekatere stare stole smo obnovili, dodali smo v prostoru potem sive zatemnitvene zavese, tako da smo ohranili pogled na dvorišče. Kar je tukaj zanimivo za povedati je, da smo pohištvo vlekli izpod strešja nazaj dol. Da se v srednje generacije to dajale staro pohištvo na podstrešje, mi smo pa zdaj to vlekli dol, pa počistili, pa dali, vrnili to stoletno pohištvo v življenju. Domačija Korman očara tudi skladno okolico, ki harmonično povezuje stavbe. Na mestu, kjer je nekoč stal vrt samooskrbne kmetije, so ohranili staro vrtno uto in ob njej zasnovali bazen, ki v poletnih mesecih ponuja osvežitev ter dodatno obogati prostor. In zdaj, ko ste tale veliki projekt prenove tako skupno, se mi zdi, tako uspešno uresničili, kaj bi rekli, kako je prenova vplivala na vas, kaj se je zgodilo, koliko ste se tudi vi spremenili s to hišo? Povezali smo se našim otrokom, ki jih je 8 skupaj in že 4 vnuki, smo nekako dali občutek, da je to lahko tudi njihov drugi dom. In radi vsi pridemo tukaj gor. Hiša sicer postaja pretesna, ker nas je 20. Moram reči, da je to bila tako taka zelo, zelo lepa izkušnja, ker so vsi sodelovali pri prenovi. Brusli, žagali, vrtnarili. Mi smo zaključni en lep del. Hiša je zdaj čisto funkcionalna, uredili smo nekaj prostorov, ampak imamo še skedenj, še ostali prostori, ki pa notranje še niso zaživeli, tako da upamo, da bojo naši otroci nadaljevali potem in to zaključili v popolnosti. Če ste nas spremljali skozi vso sezono, ste lahko videli, da nismo prenavljali samo velikih domačij in hiš, ampak tudi precej manjša stanovanja. S tem smo želeli jasno pokazati, da lep dom ni in ne sme biti privilegij zgolj najpremožnejših.
Gradnja ali prenova je v vsakem primeru verjetno največja investicija v življenju posameznika. Vseeno pa obstajajo načini in primeri, kako stroške kar se da oklestiti in si bivanje prilagoditi svojemu okusu z razumnim vložkom. Podvig pa bo od nas vsekakor terjal razmislek, trud in pogum. In naj vam slednjega ne zmanjka tudi v prihodnjem letu. Skupaj z optimizmom, zdravjem in kančkom sreče naj bo vaš dom ognjišče sreče in topline, v katerem glavno vlogo ne igra pohištvo, temveč ljubeči in iskreni odnosi. Do prihodnje sezone gremo z oddajo na počitnice, ki to niso. Vmes bomo namreč pridno zbirali nove posebne ambiente, kamor pa vas popeljemo od začetka marca naprej. Srečno in uspešno! Generalni pokrovitelj oddaje je Kronoterm.